Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gostja v današnji oddaji Aktualno je Ivica Vončina, ravnateljica Osnovne šole Idrija, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Hvala. Gospa ravnateljica, pojdiva kar k najbolj perečemu vprašanju. Kako bo potekal pouk 1. septembra? Ja, letos je prvi dan septembra na torek. Tako imamo tudi nekoliko več časa za letošnje kar obširne priprave. Vsi vemo, kakšno je stanje v državi, in zato se moramo tudi šole na to stanje pripraviti. Že prejšnji teden so nas z ministrstva in Zavoda za šolstvo sklicali na Brdu pri Kranju, kjer so nam podali sploh obvestilo o tem, po katerem modelu se bo letos v začetku septembra izvajal pouk. To bo letos model B, pri katerem pridejo vsi otroci v šolo. Torej, jutri ob 7:30 pridejo v šolo vsi otroci. Smo pa v petek dobili priporočilo, da morajo vsi otroci od 6. leta dalje nositi masko. Zato bojo jutri vsi otroci v šoli nosili masko. Tudi med poukom ali samo ob prihodu? Ne, to so priporočila. Priporočila moramo upoštevati. Mi smo velika šola in na kupu je veliko otrok. In vsi želimo, da bi epidemiološko stanje v državi bilo čim boljše. Maske bojo otroci nosili po hodnikih, ob vstopu v šolo, na stranišče, ko bojo šli v jedilnico na kosilo, medtem ko v razredu ne. V razredu bojo lahko otroci brez maske. Določili ste tudi posebne poti za določene skupine otrok. Nekatere na levi vhod, drugi na desni. Kako je s tem? Točno tako. Kot sem že prej omenila, mi smo velika šola in če bi izvedli tak dan, kot smo ga, prvi šolski dan, izvedli tako, kot smo ga ponavadi, se pravi, da bi se zbrali pred šolo, teh vseh priporočil glede epidemije ne bi mogli upoštevati. Zato smo se odločili, da bomo ob 7:30 odprli vrata za vse učence. In sicer, prva triada, učenci 2. in 3. razreda, bodo v šolo prihajali skozi dvoriščna vrata, medtem ko ostali 4., 5. skozi levi vhod, skozi levi sprednji vhod, ostali 6., 7., 8. pa 9. pa skozi desni vhod. Vsi učenci bojo šli najprej v svojo matično učilnico. Razpored, katera je matična učilnica in kateri učitelj bo njihov razrednik, smo objavili že v četrtek. Tako da otroci že poznajo učitelje in učilnice in tudi pri tem jim bomo pa tako ali tako pomagali z dežurnimi učitelji. Kako pa bo sprejem prvošolčkov letos? Ja, tudi letos bo ta sprejem nekoliko drugačen. Povabili jih bomo v šolo že okrog 8. ure. V tem času bojo prejeli učna gradiva, se pravi delovne zvezke, to so tista učna gradiva, ki jih že nekaj let ministrstvo da učencem. V tem času bojo tudi podpisali razne soglasje, obrazce in seveda tudi preverili bomo podatke, predvsem elektronsko pošto, ki je v tem času zelo pomembna. Okrog pol 9. ure pa jih bomo nagovorili. Kasneje bodo šli v razred, vendar starši ne. Samo učenci bojo šli v razred. Zbrali se bomo pa v primeru lepega vremena na dvorišču za šolo, če bo pa slabo vreme, pa v podhodu pod šolo. Potem bojo otroci približno do 10. v šoli, nato pa jih bojo starši pred ali pa za šolo počakali. Kako pa boste organizirali jutranje varstvo vozačev? Jutranje varstvo bo potekalo tako, kot je vsa prejšnja leta, se pravi od 6:30 ure dalje bo šola od 15 do 7 dalje bo šola odprta za vse vozače. Kuhinja bo obratovala? Kuhinja bo obratovala, tukaj bo pa poseben režim. Tukaj na šoli poskrbimo za malico za vse otroke, pri čemer bo malica potekala v razredu. Po posebnem protokolu, po razkuževanju mis, umivanju rok bomo malico izvedli v razredu. Medtem ko pa kosilo, mi letno v teh letih približno smo skuhali okrog 550 kosil za učence naše šole, tukaj bo pa res potreben režim, nekoliko delikatnejši, kjer bodo učenci skozi določena vrata prihajali v jedilnico. V jedilnici, sreča imamo dokaj veliko jedilnico, bomo razporedili sedežni red tako, da bo razdalja med dnevi vsaj 1,5 metra.
Smo pa glede na to, da je otrok res veliko, smo namenili poseben del v jedilnici za učence iz podaljšanega bivanja, ki pa bodo lahko jedli in jih bo lahko tudi več skupaj za isto mizo. Saj priporočila NIJZ-ja so, da ukolikor so otroci iz istega razreda v isti skupini, se lahko družijo tudi na manjši razdalji. Šolska knjižnica bo sicer obratovala, vendar čitalnica bo pa zaprta. Tako je. Čitalnica bo zaprta, možna bo izposoja knjig, omejeno pa na 10 učencev. Če se vrnemo za par mesecev nazaj, podatek sem dobil, da ste 16. marca pravzaprav šolo zaprli. Tako je. To je bila ena prav posebna izkušnja. Ne? Ja, zelo posebna. Vrgli so nas v vodo in mi smo morali splavati. Na začetku vsi smo imeli s tem težave. Moram priznati, da smo se pa zelo dobro znašli. Ob tej priliki bi pohvalila vse učitelje in vse, ki so pri tem sodelovali, predvsem pa velika zahvala tudi staršem, da so pri tem nenavadnem poučevanju sodelovali. Zavedamo se, da so prevzeli ogromen delež tega šolskega dela, kot tudi učitelji. Vsi smo se lotili nekaj novega. Sicer smo izvajali kdaj tudi kakšno delo nadaljavo, se pravi kakšno e-učilnico, ni bilo pa toliko tega, pri čemer smo pa naleteli na marsikatero težavo. In sicer niso vsi računalniško opismeni, nimajo vsi pogojev za delo nadaljavo, tako da smo v tem času sposodili oziroma kasneje tudi darovali kar 10 računalnikov in smo s tem tudi omogočili, da so otroci lahko delali za šolo. Te socialne razlike so se pokazale. Res je. Nekoliko bolj so se pokazale v tej smeri, kajti starši o tem nočejo govoriti. Ob pogovoru, v primerih, ko otroci niso se odzivali, smo ugotovili, v čem je težava in smo potem probali v čem večji meri ukrepati in pomagati. Proti koncu šolskega leta pa ste vendarle delovali skoraj običajno. Tako je. Najprej so se v šolo vrnili najmlajši, kasneje 4., 5. in nato še najstarejši, predmetna stopnja. Ja, bilo je nenavadno, vendar moram reči, da smo vsi komaj čakali dan, ko nas bojo obvestili, da lahko pridemo v šolo. Otroci potrebujejo stike, tudi mi jih potrebujemo. Res smo program okrnili, marsikatero dejavnost nismo izvedli. Tako učenci 5. razreda lansko leto niso izvedli kolesarskega izpita in ga bomo izvedli v letošnjem šolskem letu. Za letošnje leto smo tudi odpovedali šolo naravo v Nerezinah, ki bi morala potekati prihodnji teden in jo bomo nadomestili z drugo šolo v naravi v prihodnjem šolskem letu. Čuti se potreba po stikih in ob tej priliki bi povedala to, da je prav, da vsi upoštevamo vse ukrepe, ki se nam včasih mogoče zdijo tudi neprimerni ali nepravi, vendar spomnimo se, kako je bilo, ko smo delali nadaljavo. Ni bilo lahko nobenem. Nihče si ne želi, da bi se to ponovilo. Zato bo šola vse, kar je v največji možni meri možno storiti, naredila, da se ta scenarij ne bo ponovil. Kajti šola je le šola. Otroci, izkazalo se je, da marsikateri otrok v tem času ni navezal stikov z nobenem. In res je potrebno druženje. Vaša šola je ena največjih v državi, imate 27 razredov, po 3 v letniku. Koliko imate letos vpisanih otrok? Letos je okrog 720 učencev, res je, smo ena večjih šol v Sloveniji. Poleg tega pa imamo tudi podružnične šole. Ena je v Godoviču, letos je tam 45 učencev, v Zavratcu jih je ponovno 8. Imamo pa tudi podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kjer izvajamo 2 programa, in sicer program nižji izobrazbeni standard in posebni program. Učenci iz te šole pa so učenci, ki hodijo tudi iz občine Cerkno. To je program, ki se izvaja za obe občini. V Godoviču je bilo pred leti nekaj krize s številom otrok, sedaj je v redu. Ja, zdaj v Godoviču so številke približno od otrok od 45 pa tudi čez 50, odvisno. Letos je res majhna številka prvošolcev, lani tudi ni bilo veliko, ampak v prihodnjih letih bo stanje boljše. Zavratec je dragocen, ker je tako majhen, ne? Ja, res je. Zavratec je dragocen. V Zavratcu izvajamo sicer pouk samo od 1. do 4. razreda, ne izvajamo 5.
sam način življenja marsikaterega starša prisili v to, da vpiše otroka v rovte, kar je navsezadnje razumljivo. Podružnična šola za Vratec je zelo majhna šola. Tam ne izvajamo jutranjega varstva, ne izvajamo podaljšanega bivanja in razumemo, da starši potrebujejo varstvo, zato tudi otroke vpišejo v rovte. Je pa res, da imamo letos enega prvošolca, za prihodnje šolsko leto pa kaže, da jih ne bo. Ja, za teh 700 otrok pa skrbi koliko učiteljev? Učiteljev je tam 83, 84, ostalo so pa kuharji, čistilke in seveda računovodstvo. Poslopje v Idriji ste lansko leto obnavljali, prenavljali. Ste zadovoljni s stanjem? V okviru sanacije se je menjalo stavbno pohištvo, se je popravilo izolacijo šolo in seveda tudi prezračevalni sistem se je vzpostavil. Nedokončana je pa ostala knjižnica na podstrešju razredne stopnje. Ja, čuti se, da so nova okna, poleti je bilo manj toplo in tudi za zimo pričakujemo, da nas ne bo zeblo. Na strehi imate tudi elektrarno, ste sodobni. Ja, smo sodobni in moram reči, da je ta elektrarna zelo dobrodošla. Tudi izkoristek te elektrarne je dober, saj se nam je poraba oziroma cena električne energije na račun te sončne elektrarne, stroški električne energije so se kar zmanjšali. Kot šola se vključujete v različne programe, imate naziv Zdrava šola, kulturna šola. Kje se to odraža v praksi? Ja, zdrava šola je to na nek način že način življenja in to moramo biti vsi. Vsi moramo delovati v smeri zdrave šole. Največ pa vlagamo to v prehrano. Mi poskušamo čim več hrane pridobiti od lokalnih odjemalcev, kot tudi način zdravega življenja, od športa do prehranjevanja in ostalo. Kulturna šola, tukaj se pa lahko pohvalim, da smo res zelo kulturni, saj imamo res lepe, zgledne prireditve o pomembnih dogodkih. Žal v lanskem šolskem letu nismo mogli pripraviti zaključne prireditve. V vašem poslopju vrsto let gostuje tudi vrtec, bo tako tudi v prihodnje? Tudi tako bo v prihodnje, letos jih je okrog 70, 4 oddelki. Ja, včasih nismo zadovoljni s tem, ker so v šoli, ker nam primanjkuje prostora. Vendar je pa to zelo dobra priprava na otroke, ki vstopajo v šolo. In bomo kar veseli, če bojo še ostali z nami. Jutri se začenja to novo obdobje. Kaj bi sporočili našim gledalcem? To obdobje covida je nenavadno za vse nas. Že takrat marca, ko se je zaprla šola, sploh nismo vedeli, kaj bo, kako se bo zgodilo, kako naprej. Zdaj mogoče vemo nekaj več. Predvsem pa dajmo vsi delati v smeri, da bomo to okužbo oziroma to epidemijo zajezili in nekako upoštevajmo tudi 3 Z-je, ki jih je ministrica pred dnevi omenila. Pri čemer je prvi Z je znanje, ki ga bomo poskušali v čim večji meri dati učencem. Izkušnje so pa pokazale, da to lahko storimo najbolje v živo. Potem je tu zdravje, to je to, kar si vsi želimo, da bi bili. In pa zaupanje. Starši nam zaupajo svoje otroke, nekateri od 6. ure dalje pa do 4. popoldne. In to traja kar nekaj let. In prav je, da nam zaupajo še naprej. Naša največja želja je, da ostanemo v šoli, da poučujemo v šoli, kajti, kot že izkušnje so pokazale, da je to najboljši način. Zato vsem priporočam in nekako polagam na srce, dajmo upoštevati vsa priporočila, čeprav se vsi zavedamo, da jih v 100% obliki ne bomo mogli uresničevati, kot tudi se zavedamo, da ne moremo garantirati, da v primeru, da se okužba na šoli ne bo pojavila. Ivica Ončina, hvala za obisk v tem studiu in za ta pogovor. Hvala za povabilo. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.